Pozdravljeni na današnji že 5. okrogli mizi Škofijske strele v tem šolskem letu z naslovom Šola, kdo bo tebe ljubil. Škofijska strela je družbeno-politični krožek, ki se ukvarja z aktualnimi družbenimi vprašanji. Letos smo organizirali okroglo mizo o kontracepciji in splavu, pogovor z Borisom Pahorjem, okroglo mizo o totalitarizmih in predvolilno okroglo mizo o Evropski uniji. Škofice smo izobraževali tudi s pomočjo kvizov o znanih Slovenci. Danes pa smo v goste povabili dr. Igorja Lukšiča, ki je redni profesor na Fakulteti za družbene vede ter predsednik Socialnih demokratov. V Pahorjevi vladi je bil minister za šolstvo in šport, nato pa še minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Doktorja Mateja Avblja, ki je dekan na Fakulteti za državne in evropske študije. Doktoriral je na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, magistriral na New York School of Law in diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Žiga Turka, ki je redni profesor za gradbeno informatiko in dokumentacijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, magister računalništva in informatike ter doktor tehničnih znanosti. V letih 2012-13 je bil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v vladi Republike Slovenije. Okroglo mizo bova vodila Veronika Kavčnik in Boštjan Čerin. Današnjo okroglo mizo bomo začeli z 11-minutnim govorom iz TED Ljubljana Education. Na koncu boste lahko postavili tudi vi vprašanja. Pri računalniških predmetih, pri katerih sem asistent, je prepisovanje izjemno enostavno. Skopirate program, pa sem pa kje popravite kakšno črko, dodate kakšen presledek, zato da asistent ne bo videl, da je vse skupaj prepisan. Ampak seveda, jaz bi mogel biti slep, da tega ne bi opazil in vprašanje je, kaj zdaj narediti. Pri nas na oddelku smo glede tega sprejeli 2 pravil. In sicer, kazni morajo biti tako stroge, da se vam statistično bolj splača oddati prazno rešitev, kakor jo prepisati. Naprimer, za eno domačo nalogo, ki je bila vredna 2 točki od 100, smo dali minus 20 točk tistim študentom, ki so jo prepisali. In drugič, kaznujemo vse. Kaznujemo tistega, ki je prepisal in tistega, ki je dal za prepisati. Vsak svoj del, en korak bližji sistemu, v katerem ima znanje pravo mesto in v katerem prepisovanje nima nobenega smisla. Hvala. No pa začnimo z vprašanji. V TEDx govoru je bilo izpostavljeno dejstvo, da se v naših šolah napačno podaja znanje. Dijaki, študentje oziroma učenci so v času šolanja večinoma izpostavljeni le učenju podatkov. Dr. Lukšič, ali naš izobraževalni sistem pripravi dijake na nadaljnje življenje? Da. Sem razumel to kot kviz vprašanje. Možno je samo reči da ali pa ne. A veste, da bi lahko odgovorili na ta vprašanja, se je treba vprašati, kakšno funkcijo ima šola. Od kje je šola? In za kakšno politično in družbeno vlogo je namenjena. In potem, ko razumemo, kakšno vlogo ima šola v reprodukciji tega načina produkcije življenja, potem lahko vidimo, da to funkcijo zelo dobro upravlja. In ta vloga je, da stabilizira ta način produkcije in da centrom moči, ki so se vzpostavili v nekem družbenem sistemu, dobro služi. In to je naš problem. Torej, če mi hočemo spremeniti šolo,
potem bi morali imeti ambicijo po spremembi tudi tega družbenega sistema. Šola je bila v vlogah spremembe načina mišljenja in sploh produkcijskega načina, zlasti v obdobju humanizma in renesanse. Recimo nedavno sem bil v Italiji, ko je tale novi predsednik vlade povedal tam urbi et orbi. Firence so doživele prednost pred ostalimi kneževinami v Italiji ravno zaradi humanistične vzgoje oziroma izobraževanja v letih v 15. in 16. stoletju. Torej takrat je šolstvo bilo neka spreminjajoča se gonilna sila. Bolj ko se kapitalizem utrjuje, se pravi zlasti po recimo 70 letih, izrazito 80, 90 leta in zdaj kar teče, več je pritiska na faktografijo, več je pritiska na šolo kot tehnični posrednik med tem, kar generacije vejo ali pa so vedle, in prenašanje na mlade generacije. Če zdajle več je nesmislov, če zdajle večji je ta razkorak, o katerem je v temle prispevku bilo dobro nakazano. Tako da to je problem in to je pravzaprav odgovor na to vprašanje. Ali pa če rečem drugačne, šola zelo dobro pripravlja na življenje. Problem je, da življenje ni pripravljeno na to šolo, če vrnemo zadevo. Doktor Žiga Turk, kaj pa vi mislite, ali dijaki po zaključenem šolanju so pripravljeni na življenje? No, glede na to, da živijo, da preživijo, potem bi se seveda lahko strinjal z dr. Lukšičem, ki je dal eno tako samopotrditveno definicijo, češ šola je dobra, zato ker tisto, kar se ljudje v šoli naučijo, potem v življenju delajo. In ljudje, ki se v šoli naučijo učiti podatke, vstavljati stvari v formulo, ki čakajo, da jim bo nekdo sestavil celo nalogo in so oni samo en droben kolešček, ki bodo delček te naloge rešili, potem bodo tudi to kasneje v življenju dobro delali. Jaz bi na to vprašanje vseeno si upal odgovoriti, da seveda različne šole, različni pristopi različno dobro pripravijo ljudi na življenje in predvsem v tem tako imenovanem življenju se je v zadnjih recimo 20 ali pa 50 letih zelo, zelo veliko spremenilo. V šolah se je spremenilo pa dosti manj. En podoben govornik kot tale, ki se ga da na TED-u videti, ali pa mislim, da je mogoče je pa dr. Schleicher iz OECD-ja, da je tole primerjavo. Zamislite si časovni stroj, imate nekega fakultetno izobraženega človeka izpred 100 let, ne vem, zdravnika, inženirja, farmacevta, strojnika, učitelja, pa zavrtite mu čas 100 let naprej, pa ga postavite v sedanji čas. Zdravnik se v operacijski dvorani nikakor ne bo znašel, inženir ravno tako ne, farmacevt ravno tako ne, pa učitelj lahko pa začne jutri. Takoj lahko začne matematiko, zgodovino, zemljepis, karkoli. In to kaže na to, da so nekateri sistemi v družbi, ki so bolj rigidni, ki se spreminjajo počasi, so drugi sistemi, ki se spreminjajo hitreje. Obstaja teorija, ki znanstveno utemeljuje, zakaj in kako se spremembe dogajajo v družbi. In obstaja neka zakonitost, da bolj ko je nek sistem predpisan, bolj ko je uzakonjen, bolj ko je del nekega javnega sektorja oziroma nekega visoko normiranega dela družbe, počasnejše in težje so spremembe. In zato je bil seveda odziv predvsem na informacijsko-komunikacijsko revolucijo v osebnem življenju zelo, zelo hiter. Vi takoj začnete uporabljati Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, karkoli pride, v nekaj dneh se razširi. Podjetja so prisiljena se
prilagoditi ali pa jih konkurenca zmelje. Na področjih, ki jih ureja država, je potreben nek razsvetljen absolutist, ki prisili sisteme, da se začnejo spreminjati. Pri političnih sistemih pa ponavadi so toliko rigidni, da vsake toliko 100 let poči sistem in se potem zgodi nekaj novega o tem. Dr. Lukšič ve več. Tako da mi smo zdaj v neki situaciji, kjer je pred šolo dejansko zelo velik izziv, tako kot je tale govornik tukaj rekel, stvari, ki jih je enostavno poučevati, ki jih je enostavno preverjati, je nepomembno učiti. Mi prihajamo v obdobje, v Ameriki so delali neke teste oziroma študije, so ugotovili, da dobro splošno izobražen gimnazic plus Google je skoraj tako dober kot slab zdravnik. Kot slab zdravnik z medicinsko fakulteto, ker je toliko teh informacij v obtoku. In dejansko smo, oziroma so izobraževalni vzgojni sistemi pred velikim izzivom, kako učiti ljudi za to kombinacijo človek-stroj. In jaz bi šel en korak dlje od tega, kar je ta govornik rekel. Tudi dostop do interneta bi mogel biti na izpitih. Potem pa sestavi izpit tako, da boš, bom rekel, nekaj zvedel od študenta. Ker na delovnem mestu bodo seveda vsi ti ljudje polno opremljeni z tehnologijo. Tako da, moj odgovor, jaz se bolj nagibam k odgovoru ne. Svet gre hitreje naprej, kot so ga razmeroma rigidni državno regulirani sistemi sposobni dohajati. To ne velja samo za šolstvo, velja tudi za zdravstvo, velja tudi za pravosodje in še za marsikaj. Hvala. Pa vi, gospod dr. Avbelj, kaj pa vi menite? Ja, najlepša hvala najprej za povabilo. Že dolgo časa nisem bil na gimnaziji. Se pa še spominjam, mogoče za razliko od kolegov, kako je bilo na gimnaziji in kaj človeka na gimnaziji dejansko nauči, kako živeti. Bom zelo kratek, ker vidim, da imate še cele falange vprašanj. Bom tudi manj učen, ne bom se spuščal v morebitno kritiko kapitalizma ali pa v sistemska vprašanja novih informativnih družb. Ampak bom na vaše vprašanje, koliko in kaj te gimnazije ali pa to srednje šolstvo nauči živeti, odgovoril takole. Mene gimnazijski časi in dijaški časi, to so najlepša leta vašega življenja. In to so hkrati, pač govorim tudi po svojih izkušnjah, je hkrati formativno obdobje vašega življenja. Torej tisto obdobje, v katerem se vi oblikujete kot osebe. In to se v manjšem meru vas oblikuje konkretna gimnazija, na kateri ste, ali pa srednja šola, na kateri ste, kakor vas oblikujejo pravzaprav vaši kolegi, s katerimi se družite. In to boste videli potem v nadaljevanju, ko boste šli na fakulteto in ko se boste življenjsko razvijali karierno. Tisti, s katerimi danes sodelujete na tej gimnaziji, pa tudi širše, bodo še naprej vaši življenjski sopotniki in kritični razmišljevalci v tem svetu. In jaz sem prepričan, da vi kot dijaki sami dobro veste, kateri so dobri predmeti na tej gimnaziji in kateri so dobri ali pa dolgočasni profesori na tej gimnaziji. In to boste vedeli tudi sicer kasneje. In kako to veste? To so ravno tisti, ki vas spodbujajo k čemu? K kritičnemu ustvarjalnemu razmišljanju. Tisti predmeti, ki vas samo fopajo z nekimi podatki, ki vas samo učijo, kaj je bilo in tako naprej, tisti so dolgočasni. Da se strinjate? Zanimivi so tisti predmeti, kjer vas učitelj spodbuja k kritičnemu razmišljanju, kjer vas učitelj spodbuja k temu, da vi poveste, kaj vi mislite, da razumete, zakaj so se neki dogodki zgodili, kako so se zgodili in zdaj kako vi z vašo glavo, z vašim kritičnim umom presojate, kako se bo svet in vaše življenje odvijalo naprej. To je ključno. Dr. Avbelj, naslednje vprašanje se nanaša točno na to, kar ste izpostavili, na kritično razmišljanje. Eden izmed pogojev za obstoj demokracije je kritično razmišljanje, kot ste omenili, ljudi o širših družbenih vprašanjih. V tujini se s tem seznanjajo pri predmetih, kot so na primer civics, ki vsebujejo državljanstvo, politiko, retoriko in gospodarstvo. V slovenskem srednjem šolstvu te vsebine niso zastopane.
Dr. Avbelj, ali je demokracija v taki državi sploh še mogoča? Težko. Demokracija za svoj obstoj terja izpolnjenost določenih predpostavk. In ena od teh predpostavk je tudi kritičen, aktiven državljan, ki razume, kaj demokracija je in kako z demokracijo ravnati. Jaz nisem eden tistih, ki bi gledal na demokracijo kot še na en sistem izmed mnogih, ampak sem eden tistih, ki na demokracijo gleda kot v bistvu na najboljši od vseh sistemov, kar jih imamo, in tudi dvomim, da bomo kakšnega boljšega razvili. To pa zato, ker je edino demokracija sistem, ki štarta iz enakega človekovega dostojanstva. In iz enakega človekovega dostojanstva, ki torej predpostavlja posameznike, ki bodo sposobni kritično odločati o svoji usodi v družbi skupaj z drugimi posamezniki. In če dijaki, študentje, pa tudi sicer ljudje niso ozaveščeni o tem, kaj demokracija je, kako se z demokracijo streže, potem demokracije ne razumejo, je ne znajo živeti in tudi je ne znajo usmerjati. In če še to povem čisto osebna izkušnja, študente, s katerimi imam jaz priliko sodelovati, pa tudi sicer širše, ti ljudje nikakor niso socializirani v demokratični ustroj te naše države. Če drugače rečem, nimajo pojma o tem, kako je ta država nastala, kaj sploh pomeni demokracija in posledično s takšno državljansko substanco tudi živimo v državi, kakršna danes je. Hvala. Dr. Igor Lukšič, zakaj takih predmetov, kot so gospodarstvo, državljanstvo in retorika v srednji šoli ni? Glede to, kar je prej gospod Avbelj govoril, kako usodna so ta leta. Jaz sem namreč v gimnaziji ženo spoznal in še danes vas skupaj. Zato pasta in imel prav, a veste, ti vas zelo sooblikujejo. Kar zadeva državljanske vzgoje. Če se preveč trudiš z državljansko vzgojo, potem dobiš ovadbo, kakšno že anonimno ovadbo, tisti, ki pa niti ni bil zraven, pa interpelacijo. Glede, kar zadeva to državljansko vzgojo. V Sloveniji imamo slabe izkušnje s to državljansko vzgojo. V časih samoupravnega socializma od leta 1974 smo imeli nek predmet samoupravni STM, samoupravne s temelji marksizma. Imeli smo na univerzah 5 predmetov družboslovnih. Filozofijo, temelje filozofije, temelje sociologije, temelje politologije in temelje ekonomije. Poleg tega pa še obramboslovje 1 in 2. Vsi študenti so to poslušali. In ko smo prišli v novo državo leta 90, se pravi s prvo reformo leta 92, smo vse to ukinili in ni bilo soglasja o tem, kaj naj bi bilo tisto novo. Ker profesori, ki so znali stvari, so jih znali za prejšnji režim, za nov režim ni bilo prave predstave in zato se je država raje odločila tudi pod LDS-ovim vodstvom, ki je pokrivalo to šolsko področje, šolstvo, da nimamo nič. In vi dobro veste, da je takrat prevladalo celo to, da vzgoja v šolo ne spada in smo imeli samo izobraževanje. Zato recimo je pa smo zdaj to, Ministrstvo za izobraževanje bilo bolj za šolstvo, ker ima tudi vzgojo noter, če že hočemo biti v smislu education, se pravi, ker ima oboje skupaj, ampak pustimo to. Torej, mi smo v to področje šli. Jaz sem imel tudi slabo izkušnjo, ker sem se tam kot mlad asistent zavzel za to in sem naredil celo nek priročnik za učitelje, ampak to ni šlo skozi na Zavodu za šolstvo, kjer bi več bilo poudarka na Evropski uniji, na demokraciji, moči in tako naprej, ampak enostavno takrat leta 92-93 ni šlo skozi. No, zdaj se pa to poskuša nazaj nekako uvajati, ampak zaradi tega, ker imamo zelo velike razlike znotraj političnega prostora, kako si to predstavljamo, ker imate ambicije na eni in drugi strani, da bi iz tega predmeta radi naredili politično šolo, politično strankarsko šolo, tega pa nočemo. Mi bi v državi, v šolah lahko imeli državljansko ali domovinsko vzgojo
tudi pri posameznih predmetih ali pri teh predmetih, ki že so, zgodovina, tudi slovenščina in še marsikje. Ampak enostavno zato ni politične moči v tej državi zaenkrat. Potreba je velika, ampak enostavno ni politične moči, ker se takoj začnemo deliti na to, katere vsebine spadajo in katere ne spadajo. Torej, zakaj nimamo teh predmetov, gospodarstvo in tako naprej? Glejte, s temi predmeti ne bi bistveno rešili pripravljenosti za šolo. Tisto, kar mora šola, po mojem mnenju, dati, je predvsem to bazično znanje. Ker so specializacije tako zelo velike, da recimo, zdaj je glih moj sin šel tle hod na ekonomijo in bi zdaj rad nekaj delal. In zato, da lahko dela pri nekem podjetju, je moral iti za 4 dni na neko specialno usposabljanje, da bo lahko upravljal, ne vem kaj, dvigoval telefon ali karkoli in upravljal neko anketo. Se pravi, za vsako še tako trivialno delo imaš ti neko izobraževanje. Čim je bolj zahtevno in usposabljanje za tisto samo delovno mesto. Torej, tisto, kar je treba, po mojem mnenju, jaz sem zmeraj za to, da se širina ohranja. Se pravi, jaz nisem za to, veste, da bi gimnazije ukinjali in jih specializirali, ampak da ohranjamo gimnazije, da dajemo ta splošna znanja in potem tudi mi imamo, recimo, pogledajte na fakulteti za družbene vede. Smo v 90-ih letih sproducirali 11 različnih programov na dodiplomskem študiju in 28 na magistrskem študiju. Noro. Namesto da bi imeli en program s posameznimi potem specializacijami v višjih letnikih, ker tisto, kar mora študent znati, so bazična poglobljena znanja, zlasti, ko gre za področje družboslovja. Se pravi, poznati mora koncepte. Pri vsaki reformi imamo to vrstno razpravo. Veste, koliko je tega neposrednega znanja, tega, kaj bi moral pol človek neposredno znati. Ampak to je banalizacija. In vam povem še eno anekdoto, ko smo se mi šli z SMS, Zvezo socialistične mladine. Je bila ista razprava, kaj je splošna politika, pa ste na ravni krajevne skupnosti. Kaj je splošna politika, ki naj bi se mi šli, star sem bil malo mlajši kot vi, se pravi 15-16 let. In kaj je tisto, kar naj bi se mi učili, da bo uporabno. In potem je eden od predlagal, blazno uporabno stvar v tistih časih je, da bi trenirali, kako se zapenja in odpenja modrce pri dekletih. Skratka, to vrstne banalizacije te hitro pripeljejo do zelo uporabnih in učinkovitih znanj, da ne govorimo o tem, kako so kakšni položaji pri seksu. To so zelo uporabna znanja, pa jih nimamo v šoli. Kje pa se lahko dijaki naučijo izražanja misli? Pri retoriki, ki je nima, ali kje bi se lahko to naučili? Vse posod. Vse posod, gledajte. Največ se naučite izražanja misli pri kontaktu s sošolci. To je najboljši uk. Učitelji so iz drugega filma, oni imajo druge obveze in zadolžitve. Oni morajo samo omogočiti prostor, da se to dogaja v generacije, ki prihajajo. In več, ko živite na polno z vrstniki, več imate sploh lastnih misli, ki jih lahko izraste. Veste, najhujše je, če se neki celi generaciji zgodi, da preblejava vladajoče misli in pri tem si predstavlja, da je originalna. To je pravzaprav najtežje. Hvala. Hvala. Torej, dr. Turk, kaj menite o tem, da imamo tak primanjkljaj takih predmetov, kot so gospodarstvo, državljanstvo in retorika? Ali je demokracija v taki državi mogoča? Kaj menite? Na demokracijo je itak možno gledati iz več različnih vidikov. Jaz se do nekje strinjam s kolego Lukšičem, da je neka meja, kaj se da v šoli naučiti.
Ampak obstajata in zgornja in spodnja meja. Mogoče bi nekdo rekel, lej, sej, pa če boš veliko trgovino hodil, ne, pa ko boš ugotovil, da imaš 10 evrov v denarnici, pa koliko stvari stanejo, pa boš med stelažami to malo preračunaval, pa se boš matematiko naučil. Ne. Ravno tako, to je isto, kot če rečeš, sej komunicirati se boste pa tako naučili, da boste drug z drugim med pauzami se veliko pogovarjali. Ne. Prav gotovo opažamo tudi kot učitelji na fakulteti, da prihajajo dijaki z velikim mankom določenih znanj. Da če jim daš predvsem na tehniki za napisati, bom rekel, tekst, prozo, pol strani, nekih stavkov, ki imajo rep in glavo, ki so prepričljivi, ki so logični, ki dajo neko argumentacijo, so velike težave. Ne? Ali imeti za to poseben predmet, ali imeti poseben predmet za retoriko. Ne? Da se veliko narediti ob vseh ostalih predmetih. Pri slovenščini, z referati, pri vseh mogočih drugih predmetih, pač da se dijaki od dijakov učijo, da pripravljajo predavanja, da govorijo, da argumentirajo, da se med seboj pogovarjajo. Jaz mislim, da se ljubezni do domovine v šoli ne da naučiti. Ne. Da se pa učiti o stvareh, ki jih kot državljan kasneje verjetno potrebuješ. O tem, kaj je to recimo pravo, kaj je to ekonomija. O tem zelo malo dijakov sliši. In predmeti, kot so zemljepis, geografija, pri zemljepisu se učite o gospodarstvu te tretje države in naštejete, da imajo rudnike in letališča in železnice in ne vem kaj, da šivajo obleke. Ne. Kaj je to ekonomija, pa ne vem, če se kjerkoli sliši. Ne. Zakaj mislim, da se je ljubezni do domovine težko v šoli učiti? Mi imamo eno boljših znanj naravoslovja in matematike na svetu po raziskavah PISA. Ne. Naši srednješolci so med najboljšimi. Ampak tudi sovraštvo do matematike in naravoslovja je med največjimi na svetu. Tako da te dve stvari ne gresta čisto skupaj. In jaz bom vsem tvegal z mnenjem, da če bi si nehali domišljati, da tisto, kar se zdaj smatra kot neke, bom rekel, leve državljanske vrednote, da so to tiste nevtralne, vse ostalo je pa ideologija. Ne? Da bi verjetno se lahko tudi na nivoju države dogovorili, kaj pa je vendarle tisto, kar bi bilo pametno, da dijaki izvedo o tem, kako pravna država funkcionira, kako ekonomija funkcionira, kako delujejo inštitucije v posamezni državi, kakšne so, ne vem, delitve oblasti, kakšno je naše širše mednarodno okolje, Evropska unija in tako naprej. Nekaj teh predmetov, kolikor se jaz spomnim, jaz sem v hčerko v gimnaziji in jaz sem se takrat naučil, da svet Evrope pa Evropski svet sta dve različni stvari. Ne. Jaz kot državljan nisem vedel. Ne. Hvala. V odprtem pismu dr. Kristjana Muska-Lešnika med drugim on izpostavi težavo, da naš šolski sistem ne zna ali noče razlikovati med dobrim in slabim učiteljem. Dr. Turk, ali se lahko učitelja, ki ne zna dobro razložiti snovi, ali pa se mu je preprosto ne da, ali se ga da odpustiti in čigava vloga je to? Ja, jaz mislim, da teoretično so zakoni tako napisani, da se ga da, primerov je pa zelo, zelo, zelo malo. Ne. V odgovoru na prvo vprašanje, ne, ko ste rekli, a šola pripravi dijaka na življenje, ne, pač ene šole boljše, druge šole slabše. Če bi bil sistem tak, da bi starši in otroci lahko med šolami izbirali, potem bi to, bom rekel, to pogledno naredilo nekaj reda. Ne. Bi na šolah, kjer bi bilo velik naval, bi lahko boljše plačali učitelje, bi bili boljši učitelji, bi bil tja še večji naval in tako bi se ta zadeva širila. Mi se prevečkrat obnašamo kot družba nekako tako, kot da so šole tukaj zaradi učiteljev. Ne? In da je ministrstvo za izobraževanje pravzaprav ministrstvo za učiteljstvo. Ne? Čigava vloga pa je, da odpusti učitelja, glede na to, da se to ne dogaja? Ravnateljeva. Ponova jasno. Hvala. Pa še za vas vprašanje, gospod Lukšič.
Zakaj je tak velik odpor proti razvrščanju šol po rezultatih mature? Ali ne bi bilo s tem možnost, da bi ugotovili, na katerih šolah so slabi učitelji? Ta diskusija, ki se je začela pod vodstvom gospoda Toplaka, ne, in zdaj Buta, to je gotovo na prvi pogled tako, kot pravite. Ampak vam bom povedal svojo izkušnjo, ne na srednjih šolah, ampak na osnovnih šolah. Jaz sem identificiral kot minister 7 osnovnih šol, ki so bile po rezultatih nacionalnega preverjanja znanja najslabše iz slovenščine. 7 šol. Ena je bila v Mariboru, ena v Ljubljani, ene so bile pa tam nekje v Zakotih, ena celo v Kočevju. In sem šel pogledat, najprej ravnatelje povabil, potem sem pa šel na te šole pogledat, kaj je problem. In veste, kaj se je pokazalo? Da, vsaj po moji oceni, na hitro lahko kdo bi bil drugačno ocenjen, ampak da tam so ravnatelji praviloma dobri, da so pa bili pred njimi neki ravnatelji, ki niso dobro upravili svoje vloge. To je ena zadeva. Druga zadeva, da so okolja, se pravi družine, iz katerih prihajajo ti otroci, ki so slabši potem v slovenščini, družine priseljencev, se pravi neslovencev, ali skratka so v taki situaciji, da se slovenščino ne ukvarjajo na taki ravni kot recimo njihovi vrstniki. Se pravi, da so socialna okolja tisto, kar učitelj enostavno ne more izboljšati. Torej, ni razloga, da bi po teh zadevah, seveda pri gimnazijah je malo drugačne, ampak recimo imamo pa primer Mursko-Soboške gimnazije, ne, ki je naredila boljše rezultate v primerjavi z dijaki, ki so tja noto, oziroma dijaki pa učenci iz osnovnih šol, ki so tja prišli. Torej, tle bi bilo treba pogledati, veste, kater tip dijakov in s kakšnim predznanjem prihajajo v neko srednjo šolo, da bi lahko na osnovi tega ugotovili, kakšna je ta razlika, ki jo učitelji dajo. Ne. Lahko imate vi na odličnih srednjih šolah slabše kolektive, kot so na tam, ker so slabši rezultati. Se pravi, po mojem mnenju, to ni prav dober pristop za to, da bi razvrščali učitelje. Bi bilo pa dobro, da ta diskusija teče, ampak ne v javnem prostoru. Ne v javnem prostoru, ali pa recimo tako, ne v javnem prostoru na tak način, kot pri nas. A veste, da je to neko tip hujskaškega rivalstva, kjer se poskuša, boste videli, kaj bo še sledilo, ne, na pranger nabijati posamezne učitelje, za katere se bo izkazalo, da so tam nabiti zaradi enega detajla. Zaradi tega, ker je se kakšnemu učitelju ali pa staršu zameril, ker mu je dal prenizko oceno. Problem je, da ti zelo hitro zdrsne v tako pregretem ozračju, kot je slovensko, zaradi intenzivnosti komunikacij, ti zadeva preide v svoje nasprotje. Se pravi, namesto da bi bil to mehanizem, po katerem bi, tako kot je kolega Turk rekel, prišli do nekih predstav o tem, kaj je boljše, kaj je slabše, in se poskušali usmerjati na podpiranje tistega, kar je boljše, se nam zelo hitro to spreobrne v mehanizem, kjer tisti, ki so slabši, pa so bolj robustni, poskušajo zriniti tiste, ki so boljši. To je v Sloveniji problem. Kakšna pa je vloga dijaka pri tem odločanju? Kaj vi menite, dr. Avbelj? Aha, to ste me vprašali, zato ker sem rekel, da se še spomnim, kako je bilo na srednji šoli. Ja. Ko sem jaz hodil na srednjo šolo, dijaki pravzaprav nismo imeli možnosti ali priložnosti ocenjevati svojih učiteljev. To recimo se počne, to je ustaljena praksa na fakultetah, kjer je spet izplen ta, da študentje ocenjujejo relativno konformistično ali pa po liniji najmanjšega odpora, tako da lahko ti kot predstojnik le težko oceniš, kateri učitelj dejansko dobro opravlja svoje delo ali ne. Največkrat se, in to je tudi splošni slovenski problem, mi si pravzaprav, tako dijaki kot študenti, kar sicer v družbi, si ne upamo javno izražati kritik. Vi imate recimo nekega profesorja, ki je slab, to si boste pripovedovali med seboj,
Morda boste doma pojamrali vašim staršem, starši bodo to nesli v vašem imenu na roditeljske sestanke, ampak potem se ne bo nič spremenilo. Jaz mislim, da dijaki bi morali imeti priložnost seveda, da razrešujejo vprašanja z vidika kakovosti profesorjev, najprej s svojim razrednikom, potem pa, če so večji problemi, pa tudi širše v organih, ki jih imate za to na voljo. Hvala. Kristjan Musek Lešnik v intervjuju objavljenemu delu med drugim izpostavi problem, citiram: "Do mene prihajajo učitelji, ravnatelji, celo strokovnjaki z ministrstva in Zavoda za šolstvo in pravijo: dobro, da si nekdo upa povedati stvari, ki si jih mi ne upamo." Konec citata. Zakaj ne obstaja možnost, da bi lahko ljudje na področju šolstva s kritikami pripomogli k boljšemu šolstvu? Doktor Turk, lahko vi odgovorite na to vprašanje. Jaz mislim, da ta možnost pa vendarle obstaja. Saj gospod Musek, mislim, da je napisal 2-3 knjige na to temo. Vsaj 2-krat sem bil tudi jaz na okroglih mizah, ki jih je organiziralo Društvo za boljšo šolo ali nekaj podobnega, kjer je sodeloval tudi on. In kjer se marsikaj od tega sliši, kjer se marsikaj od tega pove. Težava je nekje na drugi strani. Mi imamo na eni strani civilno družbo, ki ima mnenje o stvareh, ki dela študije, neodvisne raziskave. Imamo na drugi strani neke mednarodno primerljive meritve, ki jih dela OECD in še nekatere druge organizacije. In imamo na tretji strani organizacije, ki so v Sloveniji posvečene in tako rekoč edine merodajne, da dajejo mnenja o šolstvu. In potem ista organizacija naredi šolsko reformo in ta ista organizacija naredi evaluacijo te šolske reforme. Po možnosti isti ljudje rečejo, ja, tole, kar smo mi naredili pred 10 leti, je pravzaprav odlično. To je bilo, vse skupaj se je izkazalo za krasno, seveda potem pride pa nek gospod Musek, ki pa ni bil del tega, te druščine, ki pa pove nekaj drugega. In tukaj bi verjetno kazalo te poluradne inštitucije, ki vedrijo in oblačijo v slovenskem šolstvu, to je pa pedagoški inštitut, pa pedagoška fakulteta, nekoliko bolj odpreti. Dejansko bi morali opravljati neko kritično vlogo civilne družbe, ne pa da so na nek način en monolit, ki brani stanje stvari tako, kot je. Če mi dovolite samo še kratko opombo v zvezi z tem razvrščanjem iz šole in tako naprej. Dobra stvar je, da se je o tem začelo govoriti. Vse svetovne študije, ki govorijo o javnem sektorju oziroma o gospodarstvu nasploh, ampak o javnem sektorju posebej, pravijo, prihodnost vsega tega je v vedno bolj natančnem merjenju rezultatov. Obstaja tehnologija, obstajajo možnosti, da se stvari merijo. Nekatere stvari so na trgu, tam stvari zmeri trg. V javnem sektorju tega trga ni, tudi ni nujen povsod, oziroma jaz nisem eden tistih, ki bi rekel, da bi vse moralo biti na trgu. Ampak če se dajo stvari meriti in vedno bolj se dajo meriti, potem bo do tega merjenja prišlo. Mislim, da je velika škoda, da je takrat, ko se je delala ta zakonodaja, da se je popustilo pravzaprav pritisku sindikatov in da so prepovedali, da bi RIC delal take študije, kot jih je naredil kolega Toplak. Ker RIC bi jih naredil na bistveno boljših podatkih, z upoštevanjem tega, kdo je prišel not, kdo je prišel ven, kakšna je demografska sestava, koliko so starši premožni, koliko so starši izobraženi. In RIC dejansko ima podatke dejansko o tem, kje dobro delajo, kje slabo delajo, ne sme pa za njimi v javnost. In tukaj bi morali pa tudi javnosti zaupati, da opravi tisti korektivni mehanizem, ki ga včasih tudi politika zaradi takih ali drugačnih, interesov oziroma izgovorov ne želi opraviti. Pa je konstruktivno, če isti ljudje preverjajo stvari, ki so jih sami naredili, preverjajo svoje dosežke, tako rekoč? Ja, če so stroka, pri nas se je to razpaslo, če je nekdo stroka, potem je vse v redu. Kdor pa ima mnenje, ki je malo drugačno, je pa zelo hitro predstavljen, kot da on pa ni stroka. Zakaj pa tega recimo ne preverjajo drugi ljudje, ki niso sodelovali pri tem, ampak...
se vedno bolj preverjajo in vedno bolj se tudi politika naslanja na, bom rekel, mnenja komisije, gremije, strokovne skupine, ki, bom rekel, niso del istega establishmenta. A dovolite samo nekaj. Ko sem bil minister, sem 2krat letno imel sestanke s predstavniki oziroma člani svetov šol. Osnovne šole posebej, vrtci posebej, srednje šole posebej. Potem sem imel sestanke, ti, ki so rutinski, kot jih je imel tudi minister Turk in pred nami, z ravnatelji. Potem imaš sestanke s posameznimi učitelji, recimo biologije ali kakorkoli, če te povabijo, ampak v glavnem se izogibajo ministra, ko hodič križa. In tako naprej. In zavodom, in s inštituti in tako naprej. In probaš od njih izpult nekaj, da znajo najprej definirati problem. Recimo glih pri nacionalnem preverjanju, pri PISI, bralna pismenost. Pedagoški inštitut. Jaz sem šel k njim in sem rekel, lejte, rezultati so taki. A ste šli analizirati, zakaj so rezultati, recimo, sorazmerno slabi? Iz 2009 so bili rezultati bistveno slabši kot iz 2006. Zakaj se je to zgodilo? Potem sem jaz vzel vprašalnik pred njimi in sem rekel, povejte mi, na katero vprašanje so dijaki naši bistveno slabši odgovarjali kot drugi. In so mi rekli, ja, na tole. Rekel, ok, poglejmo, po 45 minutah približno, ker to je test, ki traja 2 uri ali 2 uri pa pol, po 45 minutah, lejte, po 45 minutah zgleda, da v našem pade koncentracija, nimajo kondicije. A ste pogledali mogoče, da je to zaradi tega? Ker vprašanje je bilo noro enostavno in pri drugih tega tipa vprašanje so imeli in tako naprej. Skratka, nam vas s tem utrujo. Skratka, ljudje, ki so zadolženi za to, da bi analizirali šolstvo, jih to ne zanima. Zakaj? Ker jih zanima samo tole. Ne ukvarjajo se s poklicanostjo. To je naš problem. Torej, tisto vprašanje, ki ste ga naslovili na kolega Turka, ali so lahko iste institucije ali celo isti posamezniki poklicani čez 10 let, da ocenjujejo. Ja, ni problema. Oni imajo celo največje neko znanje nabrano. Samo, če bi se v skladu s poklicanostjo tega lotili. Samo se praviloma lotevajo na tak način, kot je rekel kolega Žiga, se pravi zato, da potrjujejo, da so takrat že imeli prav. Kar je noro. Se pravi, mi od njih ne dobimo tistega, za kar so plačani. To je... Ok, ne bom več... Če smem zgolj dodati, jaz mislim, da v osnovi vsega tega, ali pa mnogo manj tega bi bilo, če bi država, ko gre za področje šolstva, nekoliko umaknila svoje roke. In ta prostor, ki pravzaprav zahteva tudi ustava, naredila bolj svobodnega. Po ustavi je vendarle izobraževanje svobodno. Imamo svobodo izobraževanja. Osnovno šolstvo je obvezno. In pri nas to svobodo razlagamo tako, da smo svobodni zgolj v tistem okviru, ki ga država predpiše svojo regulativo. Mi pa reguliramo vse in še več, kar si lahko zamislite. In dokaz za to je, da minister mora sam se ukvarjati z nekimi konkretnimi vprašalniki. In troši svoj dragocen čas pravično na majhnih, nepomembnih zadevah. Jaz mislim, da je bilo to šolstvo mnogo boljše, če bi to svobodo odprli in tistim, ki ga ustvarjajo, naložili tisto, kar svoboda nalaga. To pa je odgovornost. Če je imel učitelj, ki stopi v razred, mnogo več prostora, kakor mu ga daje izdelani kurikulum, da ne hiti zgolj od točke 1, tole moram povedati pri zgodovini, potem naslednjo stvar povedati, pa naslednjo stvar povedati, ampak da je imel večjo svobodo, bi moral biti tudi bolj odgovoren. Tako pa se učitelji skrivajo za kurikulum, ki je tako ali tako predpisan. In če ga je nekdo predpisal, je tako ali tako odgovoren, če rezultata ni, tisti, ki je takšen kurikulum predpisal. In tukaj jaz mislim, da je naš problem. In naslednji naš problem je tudi to, da z vidika svobode na področju izobraževanja ne prepuščamo več prostora tistim, ki jim je v inherentnem interesu, da šolstvo dobro deluje. To pa so starši in njihovi otroci. Sicer so pri nas starši vključeni v razne starševske svete in tako naprej, ampak zgolj
v nekem sklopu institucij, ki že obstajajo. V primerljivem svetu, na Zahodu, žali Bog, v kapitalizmu, imajo starši na voljo izbiro plejado šol, kamor bodo svoje otroke upisali. In imajo potem te šole, za katere tudi plačajo, imajo tudi možnost vplivati na to, kako bodo njihovi otroci učeni in kako jih bodo poučevali dobri ali pa slabi učitelji. Vsega tega pri nas ni. Pri nas je na področju izobraževanja, tisto, kar je značilno zanj, je totalni etatizem. Ne gre za to, da je šolstvo javno. Jaz proti temu nimam nič. Jaz sem proti temu, da je naše šolstvo popolnoma etatizirano, državno. Država se vtika v vse pore. Ne nazadnje do najmanjših vprašalnikov. In vse te inštitucije, ki naj bi bili civilna družba, vprašali ste prej, kje pa so drugi, ki bi vrednotili? Ja, preprosto ni jih, ker imajo ti, ki vrednotijo, ki so reformo napisali, monopol na nekem področju. In so ga imeli pred 20 leti, in so ga imeli pred 10 leti in ga bodo imeli še naprej čez 10 let. Zakaj ga bodo imeli? Ker je šolstvo državno. Ker ga vsi plačujemo s svojimi davkoplačevalskimi sredstvi, izvajajo ga pa tisti, ki imajo monopolni položaj nad njegovim izvajanjem. Učenci, njihovi starši, ki plačujemo davke, ki si želimo najboljšo izobrazbo za svoje otroke, pa nimamo nobene izbere. Ampak smo del tega sistema, ki je takšen, kot je. In ta sistem, še en stavek pa zaključim, danes najbrž boste vsi strinjali, da je stanje v tej državi slabo. Ampak slabo je zato, ker smo ga takšnega naredili. Vsi te izobraževalni procesi, osnovnošolski, srednjošolski, še zlasti pa fakultetni, na področju prava, ekonomije in družboslovja, so skreirali ljudi, ki danes državo upravljajo tako, kot upravljajo. Ta država se ni pokvarila sama od sebe. Pokvarili so jo konkretni institucionalni akteri, ki jih je ta država izobrazila. In jaz mislim, da bi zdaj morali zvoniti vsi alarmni zvonovi, da smo očitno nekaj delali narobe in da je treba začeti drugače. Hvala. Kaj pa, doktor Avbelj, mislite na to, da v Sloveniji imamo najmanj zasebnih šol? To ste že izpostavili. In glede na to, da izkušnje iz tujine kažejo, da so zasebne šole in tudi univerze najboljše. Kdo in zakaj se boji zasebnih šol? Tu imate prav, ta statistični podatek je res zanimiv. Imamo praktično zaprgišče zasebnih šol. Razloga sta lahko dva. Bodi si zato, ker zasebnih šol ne potrebujemo, ker je siceršnje šolstvo, ki obstaja, tako dobro, da zasebnih ne potrebujemo, ali pa zato, ker je zasebne šole v zatečenem stanju tako težko ustanoviti. In še tretje, ker morda, in se navezuje na to drugo, da jih je težko ustanoviti, ker morda živimo v okolju, kjer je vsemu, kar sliši zasebno, to okolje izrazito nenaklonjeno. In očitno, moje mnenje je, da glede na to, da v ustavi obstaja pravica, da tudi do ustanavljanja šol zasebnih in tako naprej, in da se ljudje te pravice ne poslužujejo, vzrok za to je previsok prag za vzpostavitev zasebnih osnovnih šol, srednjih šol, fakultet in tudi vrtcev. In kar se tiče fakultet, tega, kar bolje poznam, tudi sam delujem na eni fakulteti, ki je zasebna, ki je financirana tudi z davkoplačevalskih sredstev, lahko potrdim, da si ta država, v kateri zdaj sedimo, prizadeva na vse mile viže, da še prgišče teh zasebnih fakultet, kolikor jih je, ne bi več obstajalo, da pa Bog ne daj, da ne bi nastala še kakšna nova. In to me še bolj utrjuje v prepričanju, da preprosto strukturni pogoji v tej državi niso naklonjeni temu, da bi se zasebno šolstvo razvijalo. Zakaj pa ne? Ker če mi razvijamo zasebno šolstvo, širimo polje svobode, širimo polje ljudi, ki razmišljajo drugače, svojo glavo in vcepljamo in pripeljamo v družbo tisti pluralizem, ki ga demokracija sploh potrebuje, da živi. In ker mi vsega tega nimamo, je sistem pač takšen, kakršen je. Kaj pa o tem mislite vi, doktor Igor Lukšič? Glih, kar je župan Maribora podpisal z nekim Arabcem pogodbo o tem, kako bo tam zgradil univerzo in bo za 10 000 šolnine imel. To so zasebne šole, sprav šolninami. V Sloveniji v glavnem, ne vem, mogoče med višjimi šolami, da so te dejansko zasebne, ampak v glavnem pri nas si pod zasebno šolo predstavljajo nekaj, kar pride potem v javno šolo, torej na javna sredstva, tako kot je gospod rekel, se pravi, grejo na koncesijo. Zasebni program
pa javne finance. Torej, pri nas ni zasebnih šol zaradi tega, ker ljudje niso pripravljeni plačati šolnine, ki bi bila za to potrebna. Ambicije praviloma v Sloveniji ljudi so premehne, da bi investirali v lastno izobrazbo. Se pravi, da bi plačali 10.000 evrov šolnine za to, da nekaj bojo. Tam, kjer te ambicije so, tam imate to vrstne zasebne šole, ampak so šolnine tam 2 do 3.000 evrov. Imate tudi pripravljenost, recimo, ki je čez dalje manjša, odkar imate tudi koncesionirane šole, tako da je vpisnih mest dost, da se izogibajo šolninam. Torej, tam, kjer je taka ponudba, da dijaki oziroma študentje dobijo to, kar pričakujejo, so to pripravljeni plačati, ampak se pravim, ne bistveno več. Bil sem v položaju, kjer smo imeli možnost vzpostavljati pogoje za koncesijo za vrtec, ki je v Medvodah, drugače pa Montessori vrtec. No in tam je ministrstvo pomagalo, ampak to so velike muke, a veste, dobiti učitelje oziroma v tem primeru vzgojitelje in potem prepričati tudi starše, da pridejo z otroci v te posebne programe. Zdaj gledam, kako se mučijo z Valdorsko srednjo šolo v Mariboru. Kakšne muke so bile tudi tle na področju katoliških srednjih šol. Tako da, po moje, glavne ovire so na tej ravni. Koliko je kdo pripravljen financirati za to, da se njegov otrok šola v privatni šoli. Kaj pa o tem mislite vi, doktor Žiga Turk? Ja, najprej moramo razčistiti pojme, kaj je to privatna pa kaj je to zasebna šola. In mislim, da gre tukaj vendarle za, kako bi rekel, za eno tabelco, ki ima 2 vrstici pa 2 stolpca. Lahko privatno plačaš, ali pa je šolnina plačana iz javnih sredstev. In lastnik izobraževalne ustanove je država oziroma je javno oziroma je naše ali kakorkoli. In lastnik izobraževalne ustanove ni država, ampak je neka zasebna ustanova. In iz tega izpadejo potem 4 kombinacije, ne samo 2, javna pa zasebna. Vi ste v šoli, za katero ne plačate šolnine, ki ima koncesijo in ki jo izvaja pravna oseba, ki je pravna oseba zasebnega prava oziroma ki je po tej definiciji privatna. Zelo veliko držav v Evropi ima sistem, kjer je lahko izvajalec javno financiranega šolstva kdorkoli. In obstaja tekma med temi ponudniki šolstva, izobraževanja, za javna sredstva. Tako kot je tekma med tistimi, ki za javna sredstva, asfaltirajo ceste. Ali pa je tekma za javna sredstva med tistimi, ki popravljajo zobe. Tako da mislim, da se tukaj le skriva, bom rekel, za tem malikovanjem javnega šolstva interes tistih, ki so v javnem šolstvu zaposleni, ali pa tistih, ki smo, bom rekel, v javnem izobraževalnem sektorju zaposleni in ki pravzaprav ne maramo konkurence zasebnega sektorja, ki bi nam konkuriral po enakih pogojih. Če imate na eni strani možnost iti na pravno fakulteto v Ljubljani, ki je zastonj, in na drugi strani recimo plačati pri kolegu Avblu, koliko boljši mora biti Avbl zaradi tega. Ali pa če imate možnost iti k kolegu Avlu in imate šolnino, ali pa imate možnost iti k kolegu, ne vem, kdo je zdaj tamle dekan Grilcu, na pravno fakulteto in vam država plača šolnino. Ali pa greste študirati novinarstvo na FDV zastonj, ali pa greste študirati novinarstvo na nesojeno koncesijo zasebne šole, ki smo jo podelili, pa je bila ukinjena, pa bi bila tudi zastonj. Ta konkurenca, za konkurenco na splošno vaša stran pravi, da
ničesar ne prinese, ne? Oziroma da sama po sebi z neko nevidno roko ne ureja stvari. Na številnih drugih področjih seveda konkurenca loči zrnje od plevela. Če smem, Dovolite samo nekaj, kar leti na tole. Lejte, obstaja potem še ena zadeva, ki je pomembna, in sicer kvaliteta. Jambrokove šole, ki so bile ustanovljene po letu 2000, so pripeljale do tega, da imamo mi bolonsko reformo tako, kakršno imamo. Da je zbila kvaliteto. Sprav to, kar kolega Turk pravi, ne, da ti lahko ustanoviš privatno šolo, to je ogromno kolegov naredilo. Lete, mi smo imeli na Fakulteti za družbene vede skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve diplomatsko akademijo, ki je začela tekla 4 leta. Potem je pa Dimitrij Rupel skupaj z nekimi kolegi, on je pri nas predaval, ob tem, da je bil minister, in predtem je predaval pri nas na FDV-ju. Ustanovil svojo, kot minister je ustanovil svojo fakulteto in večino teh ljudi, ki so bili na FDV-ju, pelal v svojo privatno fakulteto. Torej, pri nas je zgodilo vrsto takih fakultet, kjer so ljudje, ki so bili v javnih fakultetah, ob tem ustanovili še privatne fakultete, tako imenovane, dobili za to koncesijo in tolkali tam poštene denarje, ki so bili neprimerljivi s tem, kar je dobil za predavanje na javni fakulteti. In zato je bil zainteresiran, da tam naredi. Kakšni so bili pa kriteriji, po katerih so študenti tam napredovali? Ker v čem je to, slete? Na koncesionirani fakulteti do danes ni bilo NAKVIS-a noter. Na univerzi v Ljubljani je bil pa NAKVIS, se pravi ta agencija za preverjanje kvalitete, že 2-krat v zadnjih 14 letih. Pravila so ista, ampak surprise, Žiga, tam niso bili, pri nas so pa bili. Torej, imate problema, veste, nadzora kvalitete, ker kaj se vam lahko hitro zgodi, da na privatni fakulteti za denar dobiš diplomo. In to se v Sloveniji na fakulteti marsikje je zgodilo. Gospod Lukšič, zdaj pa tako. Ena od vrlin in vrednot človeka je resnicoljubnost. Jaz dopuščam, da vi ne poznate stvari, o kateri govorite, ker če je tako, je tudi slabo. Ampak, da ne bom odvetnik gospoda Rupla, gospod Rupel še danes nima nobene zasebne fakultete. Vse, kar je bil izplen domnevne diplomatske akademije, je bil kazenski pregon, v katerem se je znašel. Zdaj tudi vidimo, da je bil največji problem očitno tega, da je on bil prej na vaši fakulteti, potem pa ni bil več. Ampak tisto, česar pa ne morem dopustiti in ker je pač popolnoma skregano z stvarnostjo, je pa to, da NAKVIS ni bil še na nobeni koncesionirani fakulteti. Ne na nobeni. Na nobeni. Jaz načeljujem, sem dekan fakultete za državno... Nisem rekel na nobeni, sem rekel na Jambrekovi. Ja, se na tisti sem jaz. Ki ni Jambreko, ampak je danes Aublova, ker je Aubel dekan fakultete za državne in evropske študije. To sem rekel na Jambrekovi. No, Pa ni bila. seveda je bila, ker to je ena in ista fakulteta. In Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je ocenila, tako kot temu pritiče, obe fakulteti, tako Evropsko pravno fakulteto, ki ni moja fakulteta in danes ne govorim o njenem imenu, ampak tudi fakulteto za državne in evropske študije, ki pa danes je moja fakulteta, in je ugotovila kaj? Da je fakulteta za državne in evropske študije fakulteta z elementi odličnosti in ji podelila polno akreditacijo za naslednjih 7 let. Ta podatek ga dobite na spletnih stranih NAKVIS-a in nenazadnje to potrjuje tudi uradni vpis fakultete v razvid visokošolskih organizacij za naslednjih 7 let, na katerega smo sicer čakali 1 leto. Tako da to zdaj odgovarja pravzaprav na vaše vprašanje, zakaj v Sloveniji ni zasebnih fakultet. Zato, ker smo predmet pravzaprav najmanj neresničnih, da ne rečem lažnivih trditev. Ker lahko odprete in kazenskega pregona, ker lahko odprete časopise, vodilne v tej Sloveniji, in je
Jambreko ali pa Avble ali pa Jerovškova fakulteta ali pa you name it, kakorkoli jo že imenujete, na prangerju od prvega stolpca do zadnjega stolpca, vključno s karikaturo. In ker je ta fakulteta takšna, ki, tega res ne morem dopustiti, očitno podeljuje diplome napram plačilu. Mi smo se že odločili, da bomo tudi kot McDonald's, gol na Brdu bomo odprli en tak štand, prišli boste plačali 4x2500 € in vam bomo izdali diplomo Fakultete za državne evropske študije. In tisto, kar je zdaj najboljše, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani je bila predmet nakvisa in zdaj jaz mislim, da gospoda Lukšiča to jezi. Ne? Ta nakvis je nekaterim programom, vsaj za enega vem, ni podelil polne akreditacije. In tu je zdaj problem, ne? Konkurenca je pač konkurenca. Tisti, ki smo na zasebnih fakultetah, se moramo 10krat ali pa 20krat bolj potruditi v okolju, v katerem delujemo, da sploh izpademo verodostojni. Da nismo kriminalci, ki prodajamo diplome. In gospod Lukšič, vi kot profesor, kot predsednik največje stranke v Sloveniji, oziroma največje, pa druge največje stranke v Sloveniji, ali pa tretje, no. Jaz mislim, da se vi česa takega ne morete dovoliti. Si ne smete dovoliti, ker resnicoljubnost je ena od temeljnih vrlin in predpogoj kakršnega koli dialoga. In jaz imam zdaj to možnost, ker z vami govorim za isto mizo, da lahko pač predstavim nasproten prikaz dejstev. Ampak skozi dnevno bazo te možnosti nimam. In še to, zakaj je zasebno šolstvo, tudi srednjo in osnovno v fakulteti na slabšem, v Sloveniji na slabšem, tudi Žiga se moti, ne? Vi kot dijaki na zasebni gimnaziji po odločbi ustavnega sodišča ne smete biti upravičeni do 100% financiranja iz javnih sredstev, ampak do največ 85% ali pa 80%, se ne vem. In zdaj se je treba vprašati, zakaj? Čigav pa je javni denar? A je od države? Ne, to je naš denar, to je denar nas davkoplačevalcev, vaših staršev. In zakaj bi morali vaši starši dvakrat plačati? Najprej davke, potem pa še 15% te šolnine, ker vas hočejo dati v neko šolo, ki se razlikuje od druge zgolj potem, da je ustanovitelj ni država, ampak nek zasebni zavod. Jaz racionalne razlage za to ne vidim. Razen to, da živimo v okolju, kjer stigmatizira zasebno, s tem pa stigmatizira tudi svobodo in stigmatizira tisto, za kar smo se pravzaprav odločili, to je pa demokratični, resnično demokratični sistem. Najlepša hvala, sedaj pa se že približuje 4. ura in bomo dali tudi priložnost, da publika zastavi nekaj vprašanj. Povabim še posebej dijake, da vprašajo kakšno vprašanje. Če želi kdo postaviti vprašanje, lahko dvigne roko, bomo mu podali mikrofon. Hvala. Jaz sem eno vprašanje, ki je prej gospod Avbelj izpostavil, pa ni prišlo do tega, da bi prišlo do bivših ministrov. Tako da je govoril o regulaciji učnega sistema. In je govoril o tem, da je učni sistem preveč reguliran in preveč naknap, da bi imeli učitelji dovolj svobode. Tako da mene zanima, kakor mi imamo dobro izkušnjo z eno profesorico, ki se zelo trudi učno snov v odmoru pač povedati, med uro mi pa sprašuje. Ampak zdaj me zanima, ali je, mislim, a se učiti vidva kot bivša ministra, ne? A se res ne da učnega sistema narediti tako, da damo več svobode profesorjem? Vse načeloma so zato, pač se zato učijo cel faks. Pa načeloma bi mogli to kar obvladati, pač ni treba vse napisati točno določeno, kar mora povedati. Ker drugače moramo tudi jaz učiti. Mislim, načeloma sam preberem učni sistem, učni načrt in lahko predavam. Tako da ker... Že na ravni jaz se upravičujem, ker bom moral iti, ker imam študente. Tako da bi zdaj še odgovoril. Lejte, jaz imam 4 otroke, 3 so bili v različnih gimnazijah in že na osnovi tega veš, kako imajo učitelji veliko svobodo. Kot minister pa sploh. Sprav to, kar je gospod Avbelj govoril, sploh ne drži. Nekateri recimo cel 3. letnik predavajo Prešerna pri slovenščini. Nekateri predavajo samo Balantiča, ne? Eni predavajo samo ne vem kaj, pa razdelijo. Skratka, imajo te inklinacije in to mirno teče. Vam bom na vašem primeru povedal, lejte, mi smo naredili
za prenovo, ne vem, če je Žiga pol nadaljeval, ampak to vsak minister naredi neke ekipe, recimo za prenovo gimnazij. In smo naredili, sem vprašal ljudi, ker sem bil nov, nisem vedel, kako stvari grejo in so predlagali 5 profesorjev oziroma ravnateljev uglednih gimnazij v Sloveniji, kakor najbolj uglednih, javnih. In potem je klical šef zavoda, gospod Globokar, in je rekel, zakaj smo izključili vašo šolo? Sem rekel, nobenega razloga, samo lejte, vi imate svobodo, da po lastni predstavi delate programe, kakor hočete, vam se ni treba javnemu prilagajati. Prav, tile bojo se pogovarjali o tem, kako bojo spreminjali zadevo. In veste, kaj je bil odgovor, ki je čist rezonabel? Nas zanima, kaj se bo tudi tam pri njih dogajalo. Torej, make sense. In potem je gospod ravnatelj, zdaj sem pozabil že ime, ki je šel že v pokoj, Mlakar, ne, je bil tudi pridruženo imenovan v to skupino in so se pogovarjali in skratka, tu ni bilo nobenih razlik. Skratka, prostora za to, da ljudje, ki to delajo, skupaj s starši, mi smo ustanovili tudi nacionalno organizacijo staršev in so bili vabljeni na razgovore, ne vem, Žiga, si ti tudi imel, vse kolega dekan iz kemije je šef bil, ne? Ja. No, skratka, to tudi, a vi ste tudi bil, ne? Nacionalna organizacija staršev ni ministrstvo na vsem to. Ne, samo govorim, ne, govorim, a veste o tem, koliko imajo možnost različne strukture ljudi. Kako ste sam nacionalna organizacija staršev ni ministrstvo? Ne, mi smo samo dali možnost potem, da je, in vse veste, se bil zraven. 66 členov ZOFI, tako, ja, in smo parlament, mislim, da je leta 2006. Ja, samo do takrat je ni bilo, so bile samo posamezne področje, ne, ste bili zraven, pa veste. O tem govorim, gotovo nisem jaz izumil te zadeve. Ampak smo dali to možnost. Skratka, možnost za to, da te stvari tečejo, nekako so, ne, samo iniciative je bolj malo, ne. Zato sem jaz govoril tudi recimo na primeru tega inštituta pedagoškega, da sem tam šel, zaradi tega, ker sem bil zainteresiran, da dejansko naredijo to, kar je treba narediti, ne, da ugotovijo, kaj so problemi pri recimo nacionalnem preverjanju znanja. Zdaj, kar pa zadeva zdaj te relacije z gospodom Ruplom. Lete, ko je bil gospod Rupel minister in sem bil jaz dekan, sem jaz mu dal lastno sobo za to, da je tam noter imel te prostore. Tako da midva nisva imela nobenih osebnostnih problemov, ne. Tudi nisva imela nobenih političnih problemov. Do tiste fakultete med drugim ni prišlo zaradi tega, ker smo se mi kot fakulteta uprli, ne vem pa potem, kaj je bilo, verjetno je bilo mandata konca, 2004 je bilo konc mandata in potem niso speljali tiste zadeve do konca. Ampak če bi recimo gospod Rupel ponovil mandat, takrat je tudi stranko zamenjal, potem bi gotovo tudi prišlo do te fakultete, da bi recimo bil še minister. Govoril sem pa nasplošno, ne o tem, a veste, kako je točno tle zdaj pri Jambreku in tako naprej. Tisto, kar sem omenjal Jambrekovo univerzo, je, da je bolonska reforma, vpliv na bolonsko reformo, se pravi Jambrek je uvedel, ne vem, če se boste spomnili, prvi so mu omogočili, da je 3-letni študij prekvalificiral v prvo bolonsko stopnjo. In potem je to obremenilo, cel sistem je najen predhodni gospod Zupan pa poskušal stvari obrniti drugače in je pustil oziroma postavil, da so 3 leta študija samo prva stopnja in je druga potem +2 pa +1 in je financiral samo prvo bolonsko, ker se je hotel pač revanširati temu. Skratka, s temi odločitvami... Lukšič, malce smo že v stiski s časom, če lahko... Ja, gospod Zver, oprostite, gospod dr. Žiga Turk, bi radi vi še kaj dodali na to vprašanje iz publike? No, jaz bi se deloma strinjal s tem, da rigidnost ni tako velika, ne, da mislim, da ravno v času ministra Zvera, ki ste ga omenili, so se učni načrti poenostavili in so se skrajšali, ne, in učitelji imajo od nekdaj kar nekaj svobode, kaj si izberejo,
čemu dajo več pozornosti, čemu dajo manj pozornosti. Še ko sem jaz hodil v gimnazijo, sem imel srečo, pri slovenščini smo imeli mogoče vsega skupaj 5 ur slovnice, celo gimnazijo, drugače smo delali pa oziroma smo imeli pa literaturo. Ne. Rigidnost sistema je pa velika v tej organizaciji državnega šolstva in v tej zaprtosti, o kateri je kolega Avbelj govoril. Ne pridejo alternativni ponudniki zraven in kolega Lukšič tole, ne, da je težava, kako bi rekel, najti nekoga, ki bi imel Montessori šolo, najti nekoga, ki bi imel katoliški vrtec, katoliško šolo, najti nekoga, ki bi imel Valdorfsko šolo. Ne. Ni težko. Ne. Težava je v tem, da je to financiranje zasebnih šol de facto s strani države bistveno manjše, tudi če je 100%, kot je financiranje javnih šol, ker pri javnih šolah država plača še, bom rekel, celotno infrastrukturo, stavbo in tako naprej, zasebni šoli plača pa 85 v enih primerih oziroma 100% v drugih primerih programa. Ne. Ampak že, če bi v tej državi spremenili samo to, da bi starši dobili kupon, zdaj pa nesi ta kupon v to šolo, šolo, tretjo šolo, na to fakulteto, drugo, tretjo fakulteto, bi bilo stanje izenačeno. Ne. Tako je pa na nek način cenovni dumping javnega šolstva. Je, ne? No, hkrati je javna šola garancija za to, da ima vsak brezplačno dostop do srednje šole. Ne? Igor, a boš rekel, da na Švedskem nimajo vsi dostopa do javne šole? Odlične šole imajo, javno so financirane, ampak ponudniki so pa zasebne firme. In ugotavljajo, da je tam ena javna šola, ki gre slabo in jo prevzamejo, pošljajo svojega najboljšega ravnatelja, par dobrih učiteljev tja in zrihtajo in je lokalna skupnost vsa navdušena, da je prišel zasebnik, ki je stvar spravil na nogo. Nevarnost bi nastajala s tem zasebnim šolstvom šele takrat, ko bi, ne vem, ko bi bilo tega 40-60%, ne, in bi mogoče ta javna hrbtenica začela propadati, ne da bi zasebno vzpostavili kot enako močno. Ampak zdaj, ko imamo 2%, je pa ta strah meni nerazumljiv. Hvala. Recimo na višjem šolstvu imamo 50% višjih šol je privatnih. Na višjem šolstvu. Hvala. Pa manj, o šolstvu bi lahko še veliko govorili, ker imamo pa že stisko s časom, bi pa se osredotočili samo še na zadnje vprašanje. Če bi imeli neomejeno moč in sredstva, kaj bi kot odgovorni minister takoj spremenili v slovenskem šolskem sistemu? A lahko samo jaz, pa res se pravičujem, moram iti. No. Če bi imel neomejeno moč, prva reforma, ki bi naredil, bi to moč delegiral. Hvala. Hvala. Kaj pa bi vi postorili, gospod Žiga Turk? Ne vem, jaz bi vsakmu študentu kupil, ne vem, hišo, stanovanje, avto, motor in tako naprej, ne, oziroma dijako. Ne, mislim, da je vprašanje razmeroma v bistvu ne omogoča dobrega premisleka, ne, ker tisto, zaradi česar se ljudje trudimo, zaradi česar smo ljudje inovativni, je zato, ker imamo premalo denarja in ker nimamo dovolj moči. Ne. Absolutna moč je tudi slaba in imeti neskončno denarja je tudi slabo. Mi se moramo truditi, da s čim manj naredimo čim več. In z obstoječim denarjem, ne, bi jaz poskušal ravnati tako, da bi čim več nadzora nad temi sredstvi in čim več izbire nad temi sredstvi prepustil staršem in dijakom. Ker potem bi šle stvari bolj ali manj avtomatsko tja, kjer bodo boljše porabljene. Ne rabimo neskončno denarja, rabimo ga toliko, kot ga imamo, samo drugače ga je treba razporediti. Hvala. Še za zaključek vi, gospod... Ja, če bi imel neskončno moč, prepovedal bi sindikate v šolstvu. Pa še vi, gospod Avbelj. A na isto vprašanje? Jaz bi pretegnil temu, kar je že Žiga povedal, dodal pa le to, da bi se zavzel z vso svojo politično persono za tisto, kar smo se v tej državi pravzaprav odločili. Ni res,
zdaj rahlo ne fer, ker gospoda Lukšiča ni več tu, ni res, da v tej državi ni soglasja, kaj hočemo, kakšen sistem in tako naprej. Mi imamo v ustavi zapisan povsem jasen sistem, sistem, ki ga opredeljujemo kot vsebinsko ustavno demokracijo in ki na področju šolstva tudi povsem jasno predpisuje, kakšno naše šolstvo mora biti. In takšno šolstvo danes ni. Minimalno, kar bi pa storil kot minister, je pa to, da bi nekaj dal nase, bil resnicoljuben in potem tudi počakal do konca okrogle mize in še kakšno rekel na robu. Najlepša hvala. Hvala za to, da ste prišla in da ste... Ja, hvala. Ob 6. je premiera tudi dramske igre fizike in ste lepo vljudno vabljeni tudi vsi, da pridete. To je to.